mogoče boste zelo... Ne me boste popustili, da odgovarjam. Voditi je treba z gledom. Za dobro državljank in državljanov. za 100 000 pacientov. V Beli hiši so se krohotali temu. Sej vam vidim v očeh, da se mi zdi neverjetno. Med gospodom Janšo pa gospodom Golobom Se bomo o tem pogovarjali, To pomeni- gospodarstvo cveti. Ampak ne bo se, gospodje, vse išlo. Gospod Golob, konec je. Peter, prvo soočenje za nami, od glasnosti do jasnosti so nam obljubili, kaj praviš, so dostavili. Glasni so neki bili, predvsem aktualni premier Golob. A pa ti je kaj bolj jasno zdaj po 2 urah? Težko. Morda bo gledalcem bolj jasno zdaj, ko bo midva še dala malo komentarjev. Na to povejva sva v dnevni sobi, ker smo spremljali soočenje, posebna epizoda v bistvu. Mislim, vzela sva zelo dobesedno poziv, da je treba iti na nevtralen teren, ne? Tako da zdaj smo na enem takem nevtralnem terenu, ne? Kjer se morajo vsi dobro počutiti v dnevni. No, to pa se, moram reči, da smo uživali v prigrizkih med samim soočenjem, ne. Ja, ni dvoma, s čem bova začela, ne? Se pravi... Prvo soočenje, kjer sta se soočila Janez Janša in Robert Golob. Jaz bom rekel tako, ne? Janez Janša je znan po tem, da ko gre stvar v finiš kampanje, naredi vse za to, da se anti-Janša refleks ne bi pretirano aktiviral. In tudi danes smo videli ta predvolilni mode v bistvu, ali pa način, ne, če hočeš, kjer je bil redko beseden, se pravi, nisi veliko imel besede, tudi se meni zdi recimo izrazito malo zahajal v duele, če že logično ravno z Golobom, ne, kot 2 pretendenta, rahlo zadržan, zato smo pa na drugi strani videli veliko nasmeškov, kar ni tipično za Janšo, ne. Pa moja osebna pripomba, tudi humor ni, ali pa je zelo nek tak specifičen, zajedljiv humor, običajen za njega. Danes sta mu ratale 2 zapored, jaz bi običajno rekel, da mu rata 1 na 100, danes pa kar 1 za drugo v bistvu. No, tako. Zdaj, jaz se ne bi čisto strinjal s tabo, ne? Če se spomnimo prejšnjih volitev, zadnjo soočenje, je prišel Janez Janša in bral neke pesmice od Svetlane Makarovič in nobenemu ni bilo jasno, kaj tam dela. Ne? Danes je bil Janez Janša bistveno drugačen, ne? Umirjen, držal se je nazaj, se pravi, ni skakal v besedo, počakal je, pravzaprav jaz sem imel tak vtis... Da mu je morski zrak v Kopru dobro del. Ne, jaz sem imel tak vtis tistega izkušenega starega mačka, kot nek oče nad mulci okoli njega, ne, če malo karikiram. Mislim, je tudi vloge, ne, ker govoriš, da je prišel tako umirjeno, vloge so se premešale, ne. Zdaj po 4 letih je Janša izzivalec, ima na nek način hvaležnejšo vlogo napast, ne. Golob je ta, ki se v krču brani v bistvu, ne. Drži, jaz predlagam, da si pogledava najprej par klipov. Vse evropske države, vključno za Slovenijo, imajo predvidene inštrumente in določene institucije za vračanje tistih, ki ilegalno pridejo v državo, zaprosijo za azil in se tega azila ne dobijo. Tudi Slovenija ima vse inštrumente, nobenega novega urada ne rabimo. Samo tisti, ki so plačani za to, morajo izvajati svoje delo. Nikakor ne bi podcenjeval to, kar smo naredili, da smo šli v Grenlandijo. V Beli hiši so se krohotali temu. Ja, vse se je mogoče tudi kjer krohotal, ko ste vi šli v Ukrajino. A ste kaj spremljali? Ne, takrat se ni nihče krohotal. Ko smo mi prišli nazaj, je bilo pred nami 200 mikrofonov. Ne 3, zdaj, ko pride gospod Golob na Evropski svet. Zato, ker smo imeli idejo v pravem času. Evo, urad za deportacije ni potreben, ne? Smo slišali? Jaz se spomnim, da že ko je Žan Mahnič prišel s tem uradom za deportacijo v parlamentu na seji ven, na poslanskih vprašanjih, je bil nek komentar, ne, poglej, Janšo pametno pošilja jastrebe s temi skrajnimi stališči, zato da bo sam potem lahko kakšno korak 2 oziroma besedo 2 vzel nazaj v soočenjih in izpadel zmernejši od tega svojega skrajnega krila. Po mojem smo videli to v bistvu, ne? No ja, mislim, videli smo vsekakor, bi rekel, enega pač tistega voditeljskega, državniškega Janeza Janša celo bi lahko rekel, no, in mislim, da je bil tudi eden zmagovalcev soočenja v tem kontekstu, da je nekako uspel, ne, zakaj pravim zmagovalcev soočenja, ne, ker je na neki točki sva se že spraševala, a bo sploh prišel do besede, mislim, da tam pri zdravstvu nekih 20 minut poniknil, oziroma mu niso dali besede, sam si je pa ni vzel.
Ne, ampak je pol v bistvu ravno temo zdravstva na en tak zase netipičen način precej duhovito zaključil. Ne? In tam je zelo uspela, ampak drživa gledalca še malo v suspenzu in prej pokomentirava Roberta Goloba. Robert Golob čisto nasprotje. Gledal sem, bom naredil nazaj premik na četrtek, na tisto čisto prvo soočenje na RTV-ju. Tam ni bilo Janše, bil je Golob, ne? In zgledal je čist prazen. Meni je takrat v četrtek prejšnji teden deloval kot človek, ki je prišel z vnaprej izgubljenimi volitvami, ne? In zdaj mora pač pretrpeti teh 12-15 soočenj v enem mesecu. Danes je vendarle dvignil energijo, zdelo se mi je, kot da ga v bistvu prisotnost Janeza Janše hrani, malo polni z energijo, ampak bi rekel, da to ni bil pomik od nič energije k več energije, ampak od nič energije k veliko agresije, ne? Kar pa je razlika v bistvu. Ja, ne, v bistvu Golob je bil res na RTV soočenju v četrtek zelo nekako neizrazit, zdaj tokrat pa kar začel pravzaprav zelo mirno in potem že po par minutah, po prvi pravzaprav repliki, ki jo je imel na razpolago, precej hitro ven padel, nekako ratov živčen in začel dobesedno vpiti. In mislim, da lahko pokaževa še en ta izsek, ki bo to res lepo pokazal. V našem mandatu je iz 52 skočil na 70, 18 milijard dodane vrednosti za gospodarstvo in ljudi. In znižali smo, v vseh 4 letih smo samo 5 milijard povečali dolg. Dvakrat manj dolga v 4 letih napram 2. Je pa hkrati to, Peter, bila točka, ko je s tem povzdignenim glasom, ne, tudi midva sva kar ustala tamle na kavču, ne, dejansko zbudil soočenje kot tako, po enih 17-18 minutah, recimo business as usual. Ne? Ja, v bistvu po začetku zelo umirjenega, tistega, ki sem se že sprašal, bo to celo soočenje tako dolgočasno, ne? Je potem Golob povzdignil glas in potem se je usulo, ne? Tako da voditelja pravzaprav niti nista zares obvladovala in potem še enkrat na koncu, ne, ta Golobovo zlogovanje, ne, se mi da je tudi nekako zaznamovalo, ker zgleda res kot da, ne vem. Jaz ne vem, kaj je s tem zlogovanjem, kot da bi sam v mladosti hodil k logopedu, ali kaj, mislim, seveda se hecam, ne, ampak ne vem, opažam to. To je po mojem ta njegov pokroviteljski, ne, del karakterja. Ja, tisti, ko pošola, ko ljudem pokaže, jaz točno vem in zdaj vam bom povedal točno, kaj je treba. Ne? Povedal, kaj je. Ne? Tako je. Še nekaj sem opazil, kar je pa sporočal ves čas neverbalno. Se pravi, vse, kar je v studiu bilo desno od njegove koalicije, kar je zelo hitro v bistvu se zgodi. V bistvu Vladimir Prebilič prav tako, ne? Ne? Vse to, vse njihove komentarje je pospremil z enimi izjemno ciničnimi, vzvišenimi pogledi, kar, ne, pa kaj je z vsemi vami narobe, ne? Medtem, ko je pazil obratno, ko sta govorila Matjaž Han in Luka Mesec, ki sta del njegove vladne koalicije, ga tudi kamera in režija kazala, kako kima, ampak moja teorija, kaj je želel s tem kimanjem. Vse poante Meseca in Hana je s tem pokonzumiral nase. Ne? Se pravi, je izpadlo, kot da druga dva govorita prav tako za Gibanje Svoboda v bistvu. Ja, mislim, da je to hotel nekako pokazati in nakazati nek ta vtis, kako, pri čemer recimo kot spet, bom rekel, njegov antipod, ne, je pa takrat, ko so ostali govorili v narekovaju neumnosti, ne, s čimer se ni strinjal, govorimo o Janezu Janši, ne, se je pa smehljal, ne, mislim, tako nasmejanga Janeza Janše jaz že zelo dolgo nisem videl. Ne, to je dejstvo. Ja, očitno je v tem soočenju res užival. Ne. Res je, očitno že pot v Koper, verjetno tudi zadnjih nekaj dni ugodna situacija, dejansko je bil pred tem soočenjem, ne, ki smo ga dolgo čakali, skoraj praktično od prejšnje. Mislim, da sta bila na 1-1 enkrat sredi tega mandata skupaj. Sicer smo čakali to od prejšnje kampanje. Ne. To sta bila, mislim, da samo na kanalu A v nekem krajšem soočenju. In če je imel Golob inflacijo obiskov od studijev, ne zadnje čase iz drugih razlogov, tudi KPK in podobne stvari, in imel tudi inflacijo teh, recimo, alternativnih oddaj, kot so podcasti in podobno, ne, je bil Janša v zadnjem mesecu, dveh v bistvu nekako umaknjen v ozadje, ne, in videli se je, da je s to neko zalogo energije, neko prenovljeno energijo prišel. Jaz bi generalno rekel tako, za vsak za svojo, vedno poudarjam, da gledam, kdo služi svojim volivcem, svoji publiki. Mislim, da sta vsak za svoje naredila, kar je bilo pričakovano, pri čemer, še enkrat, ne, tendenca pri Janši je bila
da le ne bi preveč ziritiral neopredeljenih, to je bilo zelo jasno ta disciplina, ne. Medtem pač pri Golobu opažam, da v bistvu kaj mu je, ker se bo ta stranka najmanj prepolovila, če ne kaj več, ne, po naslednjih volitvah, v bistvu je nagovarjal tisto, kar od Svobode ostane in to, če zelo poenostavim, so razne Lene Grgurevič in Tamare Vonte, za njih je v bistvu danes nastopal, no. Ja, in za njih je bil verjetno tudi zelo smiselen nastop, sicer vsebinsko dokaj slab, no, bi še dodal morda par faktov, ki so bili pol uporabni, no, oziroma s katerimi je hotel izpast, nekje visoko strokoven, pa mislim, da nekako ni pa so ga celo ostanki, to sicer še bova mal, ne, ampak ostanki Pop TV-evega fact checka so ga ene dvakrat ujeli, da ne drži, ne. Ja, no, do fact checka še pride, ampak zdaj, če prej greva na Matjaža Hana, mislim, da mora pogledati še en epski video. Ja, res je, ja. To spet Janez Janša v svoji netipični izdaji v bistvu. Mi smo šli leta 2004 v Evropsko unijo, je pa ponekod ostala še jugoslovanska miselnost. Mi nismo razumeli, kaj je prinesla Evropska unija in dokler tega ne bomo komponirali v naš sistem, bomo vedno o tem razpravljali. Jaz nisem... Ker ste nas tri označili, da se pač da ne znamo, da ne razumemo zdravstva. V Jugoslaviji, gospod, jaz nisem noben jugonostalgik, ampak v Jugoslaviji, gospod Janša, je bil zdravstveni sistem daleč najboljši in smo bili na njega zelo ponosni. Ker si bil mlad, pa sploh nisi rabo. Ne. Zdaj, Matjaž Han, ne, mislim, ta izjava, ne, v Jugoslaviji je bil zdravstveni sistem najboljši, ne, tako je danes na Kubi pa v Venezueli, po tej logiki. Ne, sej to je, to je ta virtue signaling. Ko Janša reče Kuba, Venezuela, točno veš, komu govori in proti komu govori, ne, in tudi ko Matjaž Han reče Jugoslavija, nostalgija, odlično zdravstvo, točno veš, kam ga to pozicionira, ne. Zdaj, sicer bi pa prehranu jaz začel z istočnico, ki se ji reče, to je prva alineja v mojih zapiskih, popolna vsebinska izpraznjenost. Isto sem si jaz napisal. Slišal sem med tem soočenjem tudi duhovit komentar, s katerim se dejansko poistovetim, in sicer, da če bi nekdo nocoj dal vse obraze Matjaža Hana na časovnico in to objavil na družbenih omrežjih, da bi bil v bistvu nov trend, no. Ker to je od popolne apatije, ne, do tistega obračanja s telesom v sogovornika. Tako, zanimivo, morda nihče tako zelo ne gestikulira kot on, ne. Zdaj, Matjaž Han ima sicer s tem težave, že sicer. Ti imaš predvsem težave, kakšno fotografijo narediti normalno, ne. Jaz iz vidika fotografiranja, ne, ko sem ga nazadnje poskusil fotografirati, ne, sem 100 slik rabo narediti, da je na dveh zgledov približno normalno, ne, ampak to je njegova neka, to je pač njegova, moram rekel, poker face rečejo temu. Tak je, jaz sem si označil, ne, po svojem je bilo zabaven prvič z Zvezkom spremljati soočenje, ne, in sem si označil, da je bil Matjaž Han razočaranje soočenja. Zakaj? Se mi zdi, da je Matjaž Han vsebinsko večkrat že kaj več pokazal, no, pa tudi saj več neke energije, tokrat se mi je zdel zelo utrujen, ne vem, ga je kampanja tako zelo... Tudi rekel je, da je malo utrujen. Ne, rekel je, da ni utrujen, da to ni od utrujenosti, ne. Tako in v bistvu nič konkretnega nismo od njega slišali, razen... Pazi, še zadnje čase se hecava, to je treba pač najnim sledilcem in gledalcem povedati, da če bi pila vsakič, ne, ko Han reče, dajmo se zmeniti / družbeni dogovor, ne, vprašanje, če bi bila zdaj z vami v bistvu na tej analizi, no. Ja, ne, mislim, ta tombola, ne, ki se hecam jaz včasih, da lahko pred soočenji si naredimo tombolo, pa črtamo, kdo bo prej izpolnil vse izjave, ki jih so značilne zanj, ne. Ja, zdi se, da bi Matjaž Han, ampak tokrat niti ni bilo tega toliko videti, ne, ker je po eni strani zelo se priliceval tudi Robertu Golobu in Luki Mescu. No, se pazi, tukaj sem pa jaz eno neskladje zaznal, ne, se pravi Logarju, ne, je edini v studiu med osmerico, ki odkrito v bistvu koketira s tem pogledovanjem čez pol, ne. Sicer vedno reče zvezdico, da se morajo pač te neke desne komponente priključiti prevladujoči levo-sredinski vladi, če že, ne.
Hkrati je pa v bistvu vsebinsko najbolj na liniji z aktualnim premierjem in si ne dovoli odmika niti v eni niansi. Ne? In hočem reči, zdi se mi iz tega, kot da imajo Hana, to sem že večkrat tudi sicer med mandatom pokomentiral, z nečem v šahu, oziroma da socialdemokrati žal nimajo povsem suverenega predsednika stranke v tem trenutku. Ne? Ja, ne, še nekaj se mi zdi tudi, ne, zdaj, že celo kampanjo, ne, socialni demokrati funkcionirajo kot da bi, oziroma komunicirajo, kot da bi bili v opoziciji, potem pa glasujejo, kot da so v vladi. Ja. V smislu, ene stvari nismo videli v tem mandatu, da bi socialni demokrati pokazali res neko hrbtenico in rekli ne, Robert Golob, ne, tukaj bomo mi glasovali skupaj z opozicijo, pa je eno samo glasovanje neko, ki bi ustrezalo njihovi retoriki. Ne, to je tista, veš, retorika je, no danes, ne, za povrh pa niti te retorike ni bilo kaj dosti zaznati. To se mi zdi, da je pa res bila tisto manjko, tako da v malo šali imam vtis, da si lahko Luka Goršek zabukira kar precej nekih prihodnih soočenj. Han pa na eno manjšo infuzijo do 20. marca, ko ravno pop na petek pred volilnim molkom konča, da bo tam dal malo več od sebe. Ko res ne morajo drugega kot predsednika poslati. Hočem reči še to, zdi se mi, da se boš poistovetil s tem, ko nekoga, tako s kom klepetaš in ga vprašaš za mnenje o Matjažu Hanu, vedno je prvi stavek podoben. Vsi rečejo, ja, pa se mi zdi fejs desc, ampak kaj dlje od tega ne pridemo, in v tem stilu se mi zdi njegov nastop na soočenju. Fejs desc bomo pokazali, v bistvu dve situaciji, kjer nas je spet lepo nasmejal, sprostil, kjer je bil ta Han, ki je v dialogu z vsemi, ki se obrne proti gledalcu, proti sogovorniku, ampak to je to, kakšne globje substance tukaj ni. Celo vmes je potrepljal Anžeta Logarja po rami in mislim, da celo tudi Janeza Janšo. Pa Janeza Janšo še pred soočenjem, pa po njem in tako naprej. Zelo ta prijatelj. Ampak dve izjavi, bom rekel, nekako sta ga vendarle še zaznamovali, pa pogledal še te dve. Vi odkimavate, gospod Han. Ne odkimavate, tako lepo govori, da sladkorno dobo, ampak nema veze. Enostavno ekonomika ne bo šla, da bomo zniževali davke do nezavesti, da bomo vse razstalali, ne gre. Mislim, ta je bila močna, ker vsi vemo, zdaj to že ponarodelo. V teh 4 letih smo dobili 11 novih dajatev oziroma 1,5, nekateri pravijo 1,7 milijarde evrov novih davčnih bremen na leto. Slovenija je po vseh lestvicah na najvišjih točkah po obdavčitvi. In ko potem par strank, v glavnem opozicijskih, pa tudi konec koncev Vladimir Prebilič, Anže Logar, rečejo, dajmo zdaj to malo nazaj, potem gospodarski minister reče, do onemoglosti boste nižali. Nihče v Sloveniji ne predlaga znižanje davkov do Bolgarije. Pač zelo bizarno. Celo bile so ideje pred 10 letjem in pol, da bi bili neke vrste davčna oaza oziroma da bi šli vsaj po vzoru Estonije na neko ugodno splošno davčno stopnjo, pa smo zdaj daleč od tega. Kaj bi šele Han rekel, če bi mu zdaj kdo enotno 20% obdavčitev predlagal? Od korakov iz studija ali kaj, ne vem. Tukaj se mi zdi, da je nekako hotel pokazati, češ, poglejte, sej delamo, vlada pač rabimo davke, ampak nekako ta odsotnost realnosti, ki mislim, da ga lahko še fajn udari, ker se mi zdi, da davki režu. In tudi izbira na zadnje teme kot prvo gospodarstvo, kaže, da pravzaprav to ne bo nepomembna tema v teh volitvah. To sem v bistvu vesel, da je to gospodarstvo tema, ker se mi zdi, da smo se vedno o teh čustvih pogovarjali, manj o raciju pa o denarnici. Zdaj, ko smo pri gospodarstvu, pri nižanju davkov, nekako... Dva akterja sta tukaj nekako ima to pisano na kožu. Prikličeš si Vrtovca in Logarja, se pravi NSI in demokrate in zdaj zanimiva situacija v četrtek, to sva tudi v redni epizodi Safarija pol v petek omenila, četrtek je Logar bil na nacionalki nesporni zmagovalec formata, ker je bil sam. Ker dejansko pač Jerneja Vrtovca ni imel, do neke mere strežeta podobnemu volilnemu telesu, ne pa vsem pa vendar, podobna sporočila predvsem glede te gospodarske, poslovnega okolja, gospodarskih ukrepov in davkov. Zdaj treba reči, da ko sta prišla danes oba v studiu, se je pač videlo, da je Vrtovec na nekem energetskem vrhuncu, si je tudi zelo velik vzel besede ob glavnih dveh akterjih, medtem ko je Logarja glede na četrtek kar nekam posrkalo. Logar je v četrtek nastopal res v svojem, prime
formatu. Ne? Potem se pa zdi, kot da je danes imel nek ta posttraumatski sindrom od planetovega soočenja, kjer ni prišel do besede in danes spet ni medtem, ko je Vrtovec na drugi strani. Lahko po moje kar malo obžaluje dejstvo, da so skenslali soočenje na nacionalki, kjer je s tem Logarju prepustil pravzaprav ves šoj za žarometov. Je pa danes potem to ni bilo pametno, je pa danes to probal nadoknaditi na način, da je v bistvu z, kot si že rekel, bistveno boljšo energijo, pa tudi zelo spretno je nekako si uspel ukrasti besedo, ne? V smislu, da je prišel do besede večkrat in na ta pravih mestih, da je nekako svoja glavna sporočila uspel ven prinesti. Novost, ki sem jo videl pri Vrtovcu, je ta, da se je vsaj za moj okus do zdaj kar mal preveč izogibal duelom. Želel je biti zelo všečen, tudi tako pohanovsko spravljiv, ko je imel neke partnerje v studiu. Danes sem videl, da je iskal ta duel in nekako sem opazil, da je iskal duel v smeri Luke Mesca, ker to, če gledaš vsaj gospodarstvo, zdravstvo, je v bistvu temeljno nasprotovanje v ideologiji med NSI-jem in Levico, bolj celo kot med SDS-om in Gibanjem Svoboda. Ja, mislim, da si lahko pogledava mogoče na tej točki Vrtovčev pa vrhunec. Vrhunec je bil morda celo soočenja, kot takega, ker je to bil tisti reality check po 4 letih za Roberta Goloba. Prej sem že rekel, prišel je tokrat pač braniti nekaj, in klej dobil tistih 5 sekund v pleksus. Pa gospod Golob, namesto očistiti, glejte, konec je. Konec je, ker Slovenija teče proti 22. marcu in novi slovenski pomladi, kajti Slovenija ostala. Ljudje so se dvignili, ker ne morejo več gledati takšne nesposobne vlade, kot jo imate vi. Največ za privatizacijo slovenskega zdravstva je naredila vlada dr. Goloba. Zaradi tega, ker je sprejela zakon o zdravstveni dejavnosti, čakalne vrste so se podaljšale, zakon o zdravstveni dejavnosti pa s to ideološkim bojem proti zdravstvenim uslužbencem, praktično še dodatno ljudje čakajo, še dodatno in vprašajte vi tisto gospo iz Ajdovščine, ki čaka na nek pregled ortopedski, leta in leta ima napotnico tako odprto. Ne bi zdaj govoriti o statistiki, dr. Golob, ne govoriti vi o statistiki, ampak povejte in pejte do ljudi, pa jih vprašajte. No zdaj, če je Vrtovec bil nekako uspešen s temi kratkimi, močnimi sporočili, se mi zdi pa na drugi strani, da je Anže Logar izpadel pa izrazito profesorski, razlagalen, razvlekuje svoje odgovore, jih zakompliciral, naredil nekako nejasne, nerazumljive in pač, ko je prišel do besede, se mi je zdelo, kot da zdaj pa jo res mora obdržati in govoriti, kolikor časa lahko in pač, da se nekako ni tega znajdel. Američani imajo en rek, ki je res uporaben tudi za politični marketing. Don't fix it if it ain't broken. Se pravi, če nekaj deluje in Logar je imel serijo odličnih nastopov za sabo, potem tega ne spreminjaj. Danes je bil ravno on ta, ki je tako kot praviš, Vrtovec je bil preprost, so ga navadni ljudje slišali, ko je govoril, točno to je Logar ves čas imel. In zdaj, ko je bilo treba na domnevam, najbolje gledanem soočenju povedati čim več Slovencem ta preprosta sporočila, je zafilozofiral v smeri, kar pa tudi, če bova natančneje, proti Vladimirju Prebiliču. Ja, ampak preden pride do Vladimirja Prebiliča, pa je spet, bom rekel, zelo podobna situacija. Kjer pa je bil jasen, pa je bil zelo jasen pri tem, da gre z lahkoto v vlado, kjer ni Janeza Janše, ker je bil izzvan s pod vprašanjem in rekel, zakaj pa ne. In to je tisto, kar res ves čas tudi v rednih analizah opozarjam. Logar, glede na njegove podstati te nove stranke in njegove javno izrečene obljube, bolj naravno gravitira k levo-sredinski vladi kot k desno-sredinski dejansko. Jaz bi celo rekel, da je mogoče tukaj Darja Zgonc nekoliko nerodno vprašanje postavila, kjer je dala Logarjev žogo na penal, da je rekel, zakaj pa ne. Oziroma predlagam, da mogoče pogledamo ta izsek. Dajva pogledati. Se vam zdi neverjetno. Sej vam vidim v očeh, da se vam zdi neverjetno, ampak počakajte, pustite en koncept, da končno zavlada v Sloveniji in da poveže vse tisto, kar nas povezuje. Ko smo ustanovili platformo sodelovanja. Bi šli v vlado, v kateri ne bi bilo SDS-a, ja ali ne? Ja, zakaj pa ne? Ok, hvala. Ja, v tem klipu se mi zdi nekako Logar se končno malo prebudi, nekako rata spet tisti klasičen, sproščeni Logar, kakršnega smo gledali v četrtek in kakršen na začetku te oddaje ni bil. Je pa potem hmalo nekako se spet zapletel v eno. To mi je pa res zanimivo, ker
sem presenečen, recimo, da se ni pripravil na to vprašanje, oziroma da se je slabo pripravil na to vprašanje. Kjer ima, vem kam greš, zato pravim, tema, kjer ima v bistvu Janša relativno slabe karte v rokah, ne, in to je ta izstop, Logarjev način izstopa iz SDS-a. Ker Logarju so očitali, češ kako... da ni vrnil mandata. Oziroma, da je podpisal izjavo, v kateri piše, da bo vrnil mandat, če bo prestopil v stranko in potem tega ni naredil. Mislim, enostavna rešitev bi bila, recimo, ne vem, v mojem osebnem stilu bi bilo, glej, ko si sestavil to pravilo, ki smo ga sicer podpisali, sva oba ti in jaz vedela, da je to neustavno in kaj zdaj, dajva nehat. Ja, oziroma še boljš, jaz bi rekel celo, pa lahko, če gleda, mu damo na svet, se mi zdi, da bi se ozrl okoli sebe po studiu, pa bi rekel, lejte, tlele imamo 2-krat kaznovanega, tle imamo 3 postopke pred protikorupcijsko komisijo in kaj meni očitate, da sem neko strankarsko izjavo, interno podpisal, mislim, nek etični strankarski kodeks prekršil. Prej si me spomnil, omenil si Darjo in Edija. Zanimivo mi je bilo, zdaj malo preskočem na tist par, ki sva ga komentirala najprej, se pravi Golob, Janša, imela sta, se to zdaj seveda malo karikiram, Janša je rekel v tistem videu, dobiva se na neutralnem terenu, vsak pripelje 2 s sabo novinarja, zdaj je izpadlo po tistem začetku, ko je Edi pazil, da bi Janša prvi govoril, Darja je pa hotela, da Golob prvi govori, da sta pripeljala vsak po enega novinarja. Se pravi Janša Edija in Golob Darjo. Tako nekako. Se mi pa zdi, da je strah Edija Pucerja pred Robertom Golobom še iz časa Šutarjeve smrti, ker ko je takrat Golob prišel v studio, Edi praktično ni upal pokukati iznad mize. Ampak do vodenja še malo kasneje. Še prideva res malo prehitevam. Rekel bi samo še apropo Vrtovca. Izziv za Vrtovca pa bo, ker s tem ima izzive, bil je bivši vodja PR službe NSI-ja. Malo je samozaverovan, ko mu gre dobro. Skratka, ta nivo popadljivosti v narekovajih ali pa energije, ki jo je danes pokazal, mora obdržati. Tu ga lahko malo odnese ali pa ga je že znalo. Ja, oziroma nek ta ego v smislu, tudi ko smo gledali za kulisje, recimo, ko so jim dajali vprašanje. Ampak zdaj, ko smo pri Logarjev in njegovi izjavi, tukaj se mi zdi zelo podobna situacija z Vladimirjem Prebiličem. Ampak še kakšno stopničko naprej. Ja, mislim, tako kot Logarjev očitajo prestop iz SDS-a in podpis tiste izjave, da bo vrnil mandat, očitajo Prebiliču nekako prestop iz Vesne oziroma neodstop z mesta evropskega poslanca. In on se še obranil. Spet, ko bi lahko z enim stavkom, enako kot sem prej rekel za Logarja, rekel, a meni očitate, da sem pač izvoljen strani ljudi, medtem ko imate tlele malo da kakšne kriminalce v studiu, je se spet začel zapletati in pojasnjevati povsem po nepotrebnem, in tudi sicer generalno celoten njegov nastop se mi je zdel zelo pravzaprav bil pogrešljiv. Ja, se strinjam. Jaz bi tako, če greva od RTV-ja prek Planeta do Nocoj, oziroma pač do tega popovega velikega soočenja, bi šel tako. Na RTV-ju štemplal sem se, na Planet TV-ju opazili smo ga in potem na Pop TV-ju poskuša. Ampak zanimivo mi je, ker dejansko je bil bolj aktiven, govoril pa je izključno jezik, ki do običajnih ljudi ne pride. In zakaj mi je to zanimivo? Ker se ga spomnim leta 2022 v predsedniški kampanji, ko je ravno to, da je govoril stvari, ki so jih vsi razumeli, bila ena od njegovih najmočnejših kart. Jaz vidim razlago, zakaj. Vmes je postal evropski poslanec, Bruselj mu in te kaviar debate ob polžih in pomfriju mu očitno ne denejo najbolje. Mislim, tudi sicer, ko so že pri evropskem poslanstvu Vladimirja Prebiliča, se mi zdi, da njegovo kampanjo zelo tolče, pravzaprav nek vtis, da igra zelo na safe, zelo neko to varno igro ne tvega, celo ne imaš spušča se v neke resne duele. Še naprej evropski poslanec. Včasih imaš celo ta občutek, in tudi to je ena stvar in druga stvar, zelo menja ključna sporočila. Po eni strani smo ga videli na začetku, ko je ustanovil stranko kot novi obraz, kot alternativa Janši in Golobu, potem smo nekako slišali, da alternativa Janši, ampak Golobu pa niti ne zares, pa potem zelo medli odzivi na KPK, ki je bil še par mesecev nazaj rdeča črta, in zdaj spet danes na soočenju, pravzaprav brez nekih jasnih sporočil, pravzaprav neka taka ameba sredi, ker noben ne ve točno,
kaj bi z njo. Ne? Ja, mislim, zmeda je skoraj taka, veš, Ferrari pač poznamo po športnih avtomobilih, ne? Ko bo začel delati kombajne, ne, potem imamo pač zmedo v brendu in mislim, da z Vladimirjem Prebiličem pač imamo to temeljno zmedo v brendu. Skuša sicer pojasnjevati, ne, da je dosleden v zavračanju Janše, v zavračanju zaradi ideologije, ne, in zavračanju Goloba zaradi korupcije. Ja, ampak glih v tem ni dosleden. Glih v tem ni dosleden, ne, ker je po en stran pač edino Janšo dosledno zavrača. Goloba pa vsak teden drugače. Bom rekel tako, fokus se je zelo spremenil. V to areno je še pred ustanovitvijo stranke prišel kot nekdo, ki je obljubljal higieno, jaz bi mu rekel dežurni higienik, ne? In potem je kar naenkrat, menda s prihodom novega generalnega sekretarja Preroda, ne, Braneta Golubovića, spremenil fokus in je bilo treba najprej zavrniti Janšo, pa malo manj govoriti o Jankoviću, Golobu, korupciji in tako naprej. Ne. Ja, morda pogledal še en izsek iz nastopa Vladimirja Prebiliča. Ne vidim se in naša stranka se ne vidi v koaliciji z gospodom Janezom Janšo, tle smo bili kristalno jasni. Ja. Kar se pa tiče gospoda Goloba, pa ocenjujem, da je dobro, da dobimo mandatarja, ki ne bo z bremeni prihajal v sestavo te vlade in jaz verjamem, da imamo kakšno osebo še lahko za ponuditi v tem delu. Bi bila to edina opcija za levo-sredinsko vlado, da bi bil Golob? Se bomo o tem pogovarjali, ampak... Za Prebiliča bi jaz teden, dva nazaj rekel pred prvim soočenjem na nacionalki, da bo iz nastopa v nastop rasel in da se bo to poznalo na Mediani in drugih raziskavah. Moram reči, da zdaj dajem na to svojo napoved rahu pridržek. Nisem več tako zelo prepričan. V bistvu smo sklepali nekak iz prejšnjih nastopov, ki se pa v tej kampanji kar nekako ne znajo ponoviti, kot da ne bi ujel neke tiste svoje klasične energije, ne? Ja. Ki pa jo nekoliko bolj lovita običajno, ne? Dva, bom rekel, skrajna outsiderja, ne, oziroma pač eden posebej outsider, drugi malo manj, Luka Mesec in Zoran Stevanović, naslednji par, morda Mesec najprej, ne? Ja, pri Mesecu imam jaz kot pri Ediju Pucerju občutek, da tudi ko je 15 let v politiki, še vedno pred vsako izjavo, ne samo ki jo da na soočenju, kjer ga gleda, ne vem, 200,000 ljudi, tudi ko jo da v avli državnega zbora pred dvema novinarjema, vedno ima tremo. Vedno čutiš v grlu Luke Meseca nek cmok, hiperventilacijo, požira besede in tako naprej. Danes je prišel v nekem drugem state of mindu, umirjen, ne, morda kot da bi ga celo tam neka bližnja aura Roberta Goloba malo umirila, ampak bolj suveren kot običajno, bi pa rekel vsebinsko, ne, brez presežka. Recimo, če bi me zdaj ti izval tri najbolj atraktivne misli izpostavim, bi težko pobrskal po spominu v resnici. Mislim, v resnici, bom rekel, za Luko Meseca so razmerno slab, ne, z razlogom, Levica običajno pošilja Luko Meseca in ne Asto Vrečko v ta soočenja. Točno to sva govorila mesece nazaj, ne, da so Luko Meseca dodali v sopredsedstvo, zato da bo pač namesto Aste Vrečko hodil na soočenje. Ampak kakšne blazne dodane vrednosti, vsaj v smislu, da bi tudi to vplivali, ne vem, na rejting, ki jim bo namerjen čez en teden, težko verjamem. V bistvu. Zdaj, Asta Vrečko bi bila mogoče popestritev kot edina ženska med samimi moškimi. Ne? To je zanimivost teh volitev, ne? Ker imamo same predsednike. Mislim, da zdaj kar nekaj volitev smo imeli, pa Tanjo Fajon, pa Ljudmilo Novak. Strateško je bil mogoče Luka Mesec v pomirjeni verziji danes dober, bi rekel, sparring partner, v mirjeni verziji, pa nasmejani verziji Janeza Janše, ne, mogoče bo Asta Vrečko na kakšnem od tematskih soočenj bolj parirala, naprimer, razburjenemu Alešu Hojsu. Ne. To videl, ne, mi je pa zanimivo mogoče še to, ne, za svojo bazo, ne, pravzaprav je Luka Mesec prišel nagovarjati, ne, ker mislim, da tukaj Levica ima pravzaprav eno samo nalogo na teh volitvah, ne, in sicer prepričati svojo radikalno bazo, ne, da so vendarle oni naredili ogromno v tej vladi. Mislim, da imajo prav, ne, največ. Nažalost imajo prav, ne, ker so dejansko dajali tempo tej vladi, ne, in zdaj je postavljeno vprašanje, ali bo ta njihova radikalna volilna publika šla rajših Mihi Kordišu, ki obljublja še radikalnejše rešitve, ali se bodo sprijaznili s tem, da pravzaprav smo imeli najbolj socialistično vlado ever od osamosvojitve, ne, in vendarle pač jih bo Luka Mesec na ta način prepričal. Pravzaprav se hvali s temi svojimi reformami, ne, ki so jih naredili kakršne koli že pač so, ne, to je lahko za malo kasneje, ne, ampak v smislu nekako se mi zdi, da je to in kar me je res presenetilo, no, da
Luka Mesec praktično 3-krat, 4-krat, skoraj vedno, ko je prišel do besede, se je na koncu nekje zaplezel, tako da so mu potem voditelji vzeli besedo in človek ni vedel, kaj sploh na koncu hotel povedati. Ja, mislim, ta del, ko govoriš o ukrepih, tukaj je treba se strinjati. Se strinjali mi s temi ukrepi ali ne, so katastrofalne posledice teh ukrepov ali ne. Dejstvo je, da pač velik del že koalicijske pogodbe je bil njihov in tudi velik del realizacije te vlade je dejansko njihov. Zdaj, ko sva ravno v paru mesec Stevanovič, bi ti pa nekaj rekel, če želi kdo videti na zgodovinski premici od, mislim, da 2014, odkar so v parlamentu, 2014, če se ne motim, potem mora v bistvu pogledati razvoj. Spet malo karikiram, poenostavljam, ampak je dosti dobra primerjava, po mojem, od Stevanoviča, ki je danes bil povsem levo na robu studija in do Luke Meseca. Se pravi, Luka Mesec 2014 je blizu Stevanoviču 2026, ko imaš občutek, da vse, kar pove, svet se mora spremeniti zaradi našega prihoda v parlament, lomi se vse, kar smo do zdaj poznali, od zdaj bo vse drugačne, do tega pragmatika, ki je pač vzel funkcijo in plačo in postal podpredsednik vlade. In pač ta premica od razburjenega Stevanoviča do umirjenega Meseca je razvoj nekega politika v zadnjih 12 letih. Pogledaj še klip od Meseca. Kdo ima manj? Kdo ima manj? Jaz bi to rad slišal. Mi je pa zanimivo, da se je gospod Stevanovič postavil proti minimalni plači. Zanimivo mi je, da gospod Janša v isti sapi, ko reče, imamo nizke pokojnine, pove, da bi on nižal prispevke in davke na plače. Ja, potem bodo pokojnine še nižje. Ko greš na ministersko mesto, moraš prevzeti odgovornost za konkretne projekte. S svojim imenom in priimkom odgovarjaš, da jih boš izvedel. In mi smo jih izvedeli. Drugo, voditi je treba zgledom. Tretje, moje prve besede, ko sem prišel na ministerstvo, so bile, da sem se sprehodil po vseh hodnikih in ljudem povedal, mene ne zanima, odkot ste prišli in koliko časa ste tukaj, zdaj smo ekipa. Zdaj, ko omenjaš to soočenje 2014, s katerim se je Luka Mesec naredil, zanimivo je tudi to, da pravzaprav napovedano je bilo 6 predsednikov, zdaj jih je pa 8, kot da bi Pop TV nekako hotel še Stevanoviča in Prebiliča spraviti morda nekako blizu parlamentarnega praga, kjer ta trenutek nista. Še sredi dneva preverjal pri udeležencih pa njihovih svetovalcih, ki jih spremljajo tam, koliko je dejansko zdaj se pač Pop TV odločil teh strank povabiti in je bilo rečeno 6. Tako da, ko sva prižgala TV, si videl, da sem bil presenečen, da jih je zdaj 8, v bistvu s čemer nisva računala sta Prebilič in Stevanovič. Tako, in ko smo že pri Stevanoviču... Mogoče bi si Prebilič naredil manjšo škodo, če ga ne bi bilo. No, to je pa Stevanovič nekako uspel izkoristiti to, čeprav s pridržkom. Vsekakor retoriko za svoje ljudi je imel. Glede na vse, kar sem od njega že videl in je bil sposoben v kampanji za evropske volitve, te minule, prevzeti pravzaprav dominantno vlogo v studiu, kjer so bili vsi največji kalibri, je bil danes dejansko kot nekdo, ki ga potem daš, veš, tisto ligo, ki ravno odpade od parlamentarnega praga. Tako da moja napoved, in žal, in ko gledam Prebiliča, pa ko gledam Stevanoviča, mislim, da to niso več igralci za 4+%. Ja, pogledaj morda še eno Stevanovičevo izjavo. Med gospodom Janša pa gospodom Golobom dejansko ni razlike. Gospod Janša je v svojem mandatu pokazal totalitarnost. Gospod Golob pa v zadnjih 2 mesecih s vsemi pritiski, predvsem na medije in institucije, kaže, da ni nič boljši. In tukaj je za nas no-go, glede na našo svobodnjaško. Hvala lepa. No, zdaj, Stevanovič, ne samo, da mogoče ni več klub prve lige, danes sem imel vtis, kot da je prepisal domačo nalogo. In sicer, da je Anžeta Logarja vprašal, če mu lahko da domačo nalogo za prepisati, in potem tudi toliko ni bil, da bi jo malo spremenil. V smislu, ker je s temi stavki, kako je on povezovalen, kako je sredinski, kako je treba davke znižati. Praktično je kopiral cele stavke, ki jih je Anže Logar par dni nazaj na soočenju. Danes so bili zgleda, sta bila 2 glavna čustvena vampirja, ki sta izžela Logarja, da je bil malo bolj medu, kot smo ga zadnje čase vajeni. Na eni strani mu je Vrtovec povsem ukradel gospodarstvo pa zdravstvo, kjer bi recimo bil tudi Logar dober, na drugi strani res, ta brand Janša je enako Golob, tehnike vladanja, odnos do medijev in institucij je isti. To je dejansko nekaj, kjer se je pa Stevanovič zajedel v poanto Logarju in ni mu ostalo veliko. In kot si rekel prej, ko pa mu je ostalo, je zakompliciral, sta ga tudi voditelja pogosto prekinjala. Tako da na zadnjih 2, nedelja, ponedeljek soočenih,
je bila ta travma, ne, a me boste pustili, a lahko dokončam, ne. Predvsem razbremeniti administrativnega dela zdravnike, kar pomeni samo za pol ure jih razbremenimo in imamo 100.000 novih pregledov za 100.000 pacientov. Potem ne me boste pustili, da do konca povem. Če preden mu je v bistvu kdo, ki je resnično hotel, je že rekel, če lahko dokonča, ne. Mislim, kar bi še dodal pri Stevanoviču, no, preden greva še na zadnji del, je ta zanimiva desničarska retorika, ne. On nastopa, ne, z izrazito pravzaprav neko to desno, libertarno retoriko, ne, hkrati pa vemo, da ga, bom rekel, finančno pa držijo socialni demokrati. Zdaj si me spomnil na nekaj, kar sem si zapisal v beležko in bi zdaj skoraj pozabil. Zanimivo je, da na 2 točkah. Pričakoval sem Stevanoviča desno pozicioniranega na davkih, ker je to res velikrat že omenil, ne. Potem me je presenetil še z desnim pozicioniranjem glede eutanazije, ne, ki je omenil, zdaj ni 30 dni do specialista, ampak je do eutanazije. Tako da ja, on se pri glavnih premisah ideoloških 2-krat postavil zelo močno na desno, pol je pa ta, ne, z Janšo ne sodelujemo, smo edino lahko v levi vladi, tam sem pa lahko samo notranji minister, česar pa Golob itak ne bo sprejel, ne. Tako da to je, ne, skratka, mogoče celo malo bolj zaletava verzija meseca iz 2014. Ne. Ja, bi rekel, da bolj zaletava, no, pa tudi nekoliko še bom rekel, še en korak nižji, tudi po nekem slogu, no, od načina govora, no, do argumentacije, ki je na trenutke tudi malo... Greva v veliki finale tega najnega komentarja. Rekla sva tudi, ne, da niso na olimpijskih igrah v naslednjem mesecu samo stranke, ampak so mediji tudi, ne. Zdaj, dajmo malo pogledati, jaz bi najprej rekel malo čistko, kakovost produkcije, tehnika, vse štima, ne štima, kadri gor dol, ne. Tako bom rekel, videli smo RTV četrtek poskus, da z recimo režiserjem, čeprav sploh ni več tako mlad, ne, ampak za RTV razmere pa ja, režiser novejše generacije, Siniša Gačič, ne, z nekimi novimi, bolj dinamičnimi prijemi, žal pa izvedba starim kadrom, ki temu ni sledil, to je pač moj fair komentar. Do Planeta, ki me je v nedeljo z tresenjem kamere, z neobvladovanjem 2 voditeljev, da ima ne uide že na prvi točki soočenja, popolnoma tudi časovno, iz rok obrtno, ne, spominjal na gabarite lokalne televizije, do pač Pop TV-ja, ki je bil produkcijsko na najvišjem nivoju, čeprav to ne pomeni, da je bil, ne vem, gledano že znotraj Evropske unije na kakšnem posebno visokem Eurovision standardu, ne. Zdaj, kar je mene recimo malo zmotil, je ta scena. Jaz vem, da se selijo na 6 različnih mest v tej kampanji, ne, ampak vendarle, in bo najbrž izgovor, da je scena nekoliko krnjena ali pa manj glamurozna, kot smo jo od njih ponavadi vajeni, zaradi tega, ker je montažna in jo bojo najbrž vozilo krog, ne. Pa vendar, bela stena v tistem forplanu, v Totalu, kjer smo gledali voditelje, ne vem, to mi je bilo malo manj, kot bi od vodilne medijske hiše tako zvane pričakovali. Jaz se sprašujem, če ni bila scena pripravljena mogoče res za 6 predsednikov strank, pa so jo mogli pol, da je pol malo zmanjkali scene, ko so mogli dodati še 2 dodatna, ne. Ampak jaz bolj kot na sceno, recimo, sem bil nekoliko razočaran nad, bom rekel, v narekovaju kamiličnim vodenjem Darje Zgonc in Edija Pucerja. Še posebej Edija Pucerja se mi zdi, da je imel kar neko tremo, kot da včasih ne ve čisto dobro, kako sploh začeti postavljati vprašanje, da se mora najprej smok v grlu odkašljati, ne. Tako se mi zdi, da bi pričakoval od neke, recimo, najvišjega ranga televizije v Sloveniji, vendarle tudi neko vodenje, ki bi nekoliko bolj, recimo, izzvalo tudi posamezne predsednike strank, še posebej, ko so odtavali v kakšne res, bom rekel, globoko sumljive teme. Glede vodenja imam v 2 smeri komentar. Ena je recimo pozitivna in to je ta, da če gledaš obrtno, in tukaj res gledam samo na to, da posamezne teme in segmenti, ne, približno v enakem času spelješ in da vsi približno dobijo fair share svojih replik, ne. Tukaj je bilo obrtniško popolno. Sem si zapisoval posamezne teme in je bil razpon v segmentu samo med 23 in 25 minut na posamezno temo. Se pravi, da sta imela ona dva navajati teh 8 gostov, ne. Drugo pa omenil si sam Edija Pucerja. Z vsem spoštovanjem, jaz sem televizijec do starejšega kolega, ampak meni se pač zdi, tako kot sem prej tudi za Luko Mesca rekel, da je eden od najbolj očitnih tremašev, ko jih gledaš v studiu, že v dnevno informativni oddaji. Se pravi, ko gre za branje z bobna, je marsikdaj nelagodno to gledati. Vedno je bil, vsa leta je veljal za še slabšega v duelih, se pravi, ko moraš improvizirati, dajati pod vprašanja, izmišljati, sproti razmišljati, v katero smer to odpelješ.
In pač dovolil si bom ta komentar, če v 30 letih za Edijem Pucerjem ni zraslo nič boljšega, potem se sprašujem, kaj delajo s kadri na največji komercialni televiziji. Ja, zdaj, jaz bi dodal pa pri samem formatu, pravzaprav eno točko formata, ki je veliko obetala, oziroma ki so jo tudi na veliko oglaševali in potem dosegla totalno razočaranje. To je pa ta tako imenovani fact-checking oziroma dejstva. Jaz ne vem, koliko ljudi je bilo v teh dejstvih, ampak ta dejstva, ki so bila med oddajo, to je bilo na meji bizarnega. A lahko da meni res simpatičen primer tega. Skratka, o davkih in gospodarstvu je bilo govora prvih 20 minut oddaje, potem gremo že dvakrat v reklame, se pravi 1 ura približno mine. Še več. In pod Vladimirjem Prebiličem. Na uri 40 nekje, ja. Na uri 40 pod Vladimirjem Prebiličem vidiš Prebilič prerod o bruto plačah ne drži. Ja, kaj zdaj ne drži? Mislim, okay. A to pomeni, da kadarkoli Vladimir Prebilič govori o bruto plačah, nič ne drži, ali kaj? Mislim, tako, bom rekel, to je ena stvar, več, ni bilo samo enkrat, ta je res bil, mislim, da vrhunc, ampak je bilo večkrat, tako da ni bilo približno nejasno, na kaj točno se zdaj ta fact-check nanaša. Druga stvar, je pa pisal tudi Luka Mesec, plače v Italiji drži, karkoli že to pomeni. Mislim, tam bilo celo ne drži, ampak hočem reči, stvari, ki so jih preverjali, so se mi zdele na trenutke tako smešne. Take banalne. Banalne, medtem ko pa recimo par bistvenih stvari, pa recimo niso počekirali. Recimo meni je bila, mislim, prva stvar, kjer bi recimo kot voditelj po mojem mogel uskočiti, mi je bila ta ideja Roberta Goloba, da je zadovoljstvo v korelaciji z visokimi davki, pa mogoče pogledava najprej ta klip, da bodo ljudje vedeli, o čem govoriva. Kar se tiče davčnih bremen, nobeno gospodarstvo ne temelji svojega uspeha samo na tem. Danska, najsrečnejša država na svetu, ena država z enih najvišjih davkov, ker je socialna blaginja tista, ki poganja zadovoljstvo zaposlenih pa ustvarja dodano vrednost. Zdaj, mislim, Robert Golob nam je sporočil, da Danska, ki ima visoke davke, je tudi med najbolj srečnimi državami. Mislim, da so to celo pol uspeli nekje fact-checkati, da je ne točno, čeprav spet zelo nejasno, zakaj. Ampak zmagala mi je ta korelacija. Visoki davki je enako srečna družba. Danska je dobro funkcionirajoča družba in za te visoke davke res dobiš visok standard. Z lažjim srcem plačujejo visoke davke, ker je zelo transparentno, kaj se z pobranim denarjem zgodi. In predvsem ni korelacije med visokimi davki in srečnim narodom. To se mi zdi taka zelo očitna. Potem druga očitna od Goloba. To gospodarstvo cveti. Gospodarstvo cveti. Ta druga in tretja od Luke Mesca, recimo, ko je govoril o plačah za menedžerje. Češ, da oni so reševali plače za ljudstvo in za plače za menedžerje njih ne zanimajo. Ampak tukaj bi spet mogel nekdo ljudem razložiti, dragi moji, plače za menedžerje, vsak menedžer, ki ga ti preženeš iz države, ker je bila debata, a podjetja odhajajo iz Slovenije, in potem je Luka Mesec rekel, se samo sedeži podjetij odhajajo iz Slovenije. Pa mislim, da smo na našem kanalu smo to zelo lepo z Blažem Brodnjakom podebatirali, v smislu samo uprava NLB-ja ali podobnega podjetja, ko se preseli, grejo milijoni davkov in prispevkov, recimo na Hrvaško, v tem primeru, in potem je tudi lepo bojo. Ko se prestavi uprava, se prestavi marketing, se prestavijo nabave in na koncu gre, in predvsem tista najbolj plačena, tista, ki plačujejo, tistih 7%, ki plačuje 50% celotne dohodnine. Pri fact-checkingu mogoče samo še to en kup primerjav. Zadnje čase slišimo o Hrvaški, od njihove porodniške, ki je krajša od slovenske, do njihovih povprečnih penzij, povprečnih plač. Tudi tega nismo ene stvari na fact-checku jeli na radarju, a je res, ni res. Pa predvsem bi mogli, razložiti, v smislu, ko govori Luka Mesec, strašno rad govori o pokojninah, na Hrvaškem, jaz sem se to načrtno vprašal profesorja Mastena, glede tega in mi je zelo jasno razložil. Prva stvar, hrvaških pokojnin se ne da primerjati s slovenskimi, ker so oni imeli 4 leta vojne, kar pomeni, da je v njihovem pokojninskem sistemu ogromno vojnih veteranov, ki jih Slovenija nima. Prva stvar. Druga stvar, hrvaški pokojninski sistem je že v zgodnjih 2000-ih prešel v delno pay-as-you-go in delno kapitalska zaloga, ki si jo ti
kopičeš svoj lastni račun, medtem ko je Slovenija še danes v celoti na pay-as-you-go, kar pomeni, da mi plačujemo za zdajšnje upokojence in nimamo pojma, kdo bo plačeval za nas, ne? In hkrati Slovenija nima neke kapitalske osnove, s katero hrvaški pokojninski skladi kupujejo danes slovenska podjetja, mi pa recimo ne hrvaških, ker tega nimamo. Ne? To so stvari, ki jih je treba ljudem razložiti, ko govori Luka Mesec o pokojninah na Hrvaškem in kako je pokojninski sistem na Hrvaškem bistveno drugačen od našega. Mislim, da bi bilo glede Hrvaške najbolj fair, da pogledamo, kje so štartne pozicije, ko je bilo vojne konec, ne, in kako zelo so nas ujeli danes, bi pa glede samega formata zaključil samo še s tem. Zanimiv izbor scenosleda, ne, afere in morebitno koaliranje dan po volitvah so bili na koncu, kar bi veliko bolj v komercialnem formatu, kjer je konflikt tisto, kar prodaja oglase, ne, pričakoval na začetku in je bilo tokrat ravno obratno. Na nek način je nacionalka se šla komercialni format in Pop TV nacionalnega. Ja, no, evo, pa smo nekako secirali, ne, soočenje, morda lahko rečeva, upamo, da bolj sočno kot najina kolega. Brez zamere, ne. Skratka, to je to. To je prvo soočenje na nevtralnem terenu iz dnevne sobe, še kar nekaj jih bo do 20. marca, mi pa se naslednjič vidimo v petkovi redni epizodi tedenskega safarija. Tako, za vas bomo spremljali še kakšno soočenje, še kakšnega tudi na podoben način secirali, tako da ne zamudite naših prihodnjih oddaj, no, do takrat pa lep pozdrav in uživajte, ne, tudi v prihodnjih soočenjih, vsaj toliko, kot smo midva. Imejte se lepo.